Torej, Joe, predstava se mora nadaljevati. Ne glede na bojkot, povej nam več o tem, kaj se dogaja na odru in izven odra. No, mislim, da je Christopher dobro opisal, kaj se dogaja na odru, in menim, da je tisto, kar se dogaja izven odra, precej bolj zanimivo. Evrovizija to Izraelu pomeni zelo veliko. Ne samo ljudem, ki, kot lahko potrdiš, ker živiš tukaj, jo imajo tukaj zelo radi. Ampak je tudi temelj izraelske zunanje politike. Evrovizijo uporabljajo kot lakmusov test, da vidijo, kako javnost gleda na Izrael. In v zadnjih nekaj letih so pošiljali pesmi, ki so odražale Izrael v tistem trenutku. Leta 2024 so poslali pesem Hurricane, ki je bila v 7. oktobru vsem le izrecno ne. In nato so poslali Juvarja Rafaela, preživelega pokola na Novi. Letos so se odločili, da se bodo tega postopoma odvadili, predvsem zato, ker so bili večkrat opozorjeni glede svojega vedenja na tekmovanju. Opozorila jih je EBU, Evropska radiodifuzna zveza, da so bili preveč politični in da je to v nasprotju z načeli tekmovanja. Čeprav je Evrovizija seveda nastala iz politike in bo vedno politična, ne glede na to, kako poskušate to spremeniti. Ampak letos so poslali pesem, ki je nekoliko drugačna. In kot rezultat, ena stvar, ki sem jo letos opazil v primerjavi z lanskim letom, je, da ni toliko izolacije izraelske predstavnice. Ali je to zaradi tega, ker izraelsko varnostno osebje meni, da je manjša možnost tveganja, ali pa je to zato, ker so druge države bolj pripravljene odpreti se. In mislim, da je to dober znak za Izrael v prihodnosti, dejstvo, da so tu tudi drugi izvajalci. Naprimer, pravkar sem videl zelo lep video Noa Ambutana na zaslonu in Satoshija, moldavskega predstavnika, ki sta si izmenjala lepe besede. Slišal sem tudi nekaj lepih besed finskega predstavnika o Noamu Betanu. Tako se zdi, da se to obdobje izolacije zmanjšuje, saj premirje v Gazi drži in upajmo, da bo tako tudi v prihodnje. Torej, morda je to konec statusa izobčenca na svetovnem prizorišču in to bo zelo koristno za Izrael, za državo in, kot pravim, za njeno zunanjo politiko. Zelo na kratko, postavljam vas na preizkušnjo, ker ste videli nastope. Kdo bo zmagal? Finska, morda Grčija, a pozorni bodite na Romunijo, nekakšnega temnega konja. Držali vas bomo za besedo. Novinar Joe Brown, najlepša hvala, da ste bili z nami v studiu.